Lep pozdrav. Kot rečeno, sem iz teh mehkih poklicev, psihologinja sem in veliko delam z otroci in mladostniki. Rada bi z vami delila ene moje poglede na temo sobivanja in vam predstavila nekaj izkušenj, kako pravzaprav se tega lotevam v šoli, kjer se mi zdi idealen prostor za pravzaprav veliko preventivnega dela. Sama sem po naravi nekako tako usmerjena v to, kaj se da narediti, ne kaj ni mogoče in če kaj je šola in tak prostor, kjer se da narediti ogromno stvari z mladostniki, z učitelji, z starši in mislim, da to pravzaprav tudi eno tako moje poslanstvo. Ko sem stopila v te šolske klopi, v katerih sem zdaj skoraj že 15 let, sem si postavila eno tako svojo prioriteto in to je spoštovanje. Ja, spoštovanje in sobivanje, strpnost in mogoče za začetek bi rekla to, da skozi ta del zajemam tudi svoje življenje. Se pravi, ne čakam na to, kdaj bo prostor, da bomo govorili o tej temi, ampak sama neprestano v vseh šolskih aktivnostih, na športnih dnevih, v prostovoljstvu, na konferencah, v odmoru, na svetovanju iščem priložnosti za to. In jaz mislim, da če se pogovarjamo o prihodnosti sobivanja, je to ena od naših prioritet in lahko tudi smernica. Če nam je to pomembno, potem najdemo tako kot hrano, tako kot zrak, tako kot nekoga, s katerim živimo, tudi to v našem delovniku vsak dan in mislim, da nam življenje ponuja številne priložnosti, da lahko to pravzaprav tudi počnemo. Rada spregovorim pravzaprav o teh naših vrednotah. V najavi sem zapisala, da imamo vsi ljudje neko skupno izhodišče. Jaz bi, če takole pogledamo, pravzaprav strpnost, sobivanje, spoštovanje, empatija, aktivnost, srčnost, neodvisnost, razumevanje, pa pravzaprav kogarkoli bi vprašal zdravje, bi rekli, saj nam je pa to pravzaprav zelo pomembno, ampak zakaj pa prihaja toliko do ene nestrpnosti in do razlik? Učim in tudi živim pravzaprav v skladu s tem, da vse, kar pravzaprav počnemo, dajmo početi z enim razmislekom, z enim zavedanjem, kaj bomo naredili, zakaj bomo nekaj naredili. In če imamo mi naprej v ospredju svoje vrednote in o tem je dragoceno govoriti, se lahko sleherni trenutek, ko smo v nekem konfliktu ali bomo ravnali po neki bližnjici, v nekem instantu ali neko mogoče egoistični smeri, ali mogoče na ta način bomo rekli počasi in posvetili čas nekomu, pa tudi, če je to eden in ne bo takoj za to nekega plačila. Skratka, če imamo mi jasne vrednote, potem se lažje odločamo in zdi se mi zelo pomembno, če govorimo o prihodnosti, da se o tem veliko pogovarjamo. Vemo namreč, da pravzaprav kakšen je učinek reklam. Učinek reklam je, da se neprestano nekaj pojavlja in potem mi temu začnemo verjeti. Ja? In to je naša resničnost. In zelo podobno je tudi pri teh naših temah. Moj pogled je, da naj to ne bi bile teme, o kateri bi se govorilo le občasno in mogoče na kakšni izbirni vsebini ali pa projektnem tednu ali dnevu v šoli. To so vendarle pravzaprav neke vsebine v šoli, oziroma oblike pouka, ki so rezervirane za neke nove teme. Sama sem pristašica tega, da se o tem govori vsak dan, dnevno veliko, tudi pri pouku, pri različnih predmetih, različnih dejavnostih, da to postane nekaj, kar je običajno. In ko je to nekaj, kar je običajno, lahko ponotranjeno. Mislim, take prireditve, kot so te danes, so zelo dobrodošle ravno v tem pogledu. Kaj je pravzaprav tisto, kar mislim, da moramo narediti v prihodnosti in tudi zdaj? Zasnovala sem to predstavitev skozi ene take misli. Mislim, da moramo narediti zelo veliko na sebi. Se pravi, vsak človek, da dela na sebi. Če pogledamo, kje je vzrok nestrpnosti oziroma kdo ni nestrpen. Ja, nestrpen ni tisti človek, ki je zadovoljen sam s sabo. Nestrpen ni tisti človek, ki se zna umiriti, ki zna poiskati svoje bistvo in ki tudi zna veliko. Če nas kaj potem v tem času pekli, je ta notranja nestrpnost. Tudi nasilje vemo, da je izraz nemoči, da imate nasilnež in žrtev neko svojo skupno osnovo, to je strah.
In če mi ta strah premagamo, če delamo na sebi, če smo zadovoljni, če vemo, kaj pravzaprav pomeni biti srečen, zadovoljen, nimamo toliko potrebe potem, da bi naslavljali druge, da bi druge poniževali, da bi druge zmerjali, ampak kvečemu želimo z njimi deliti to neko najboljše bistvo, ki ga imamo v sebi. Recimo za eno misel sem vzela, najpomembnejša stvar v življenju je poleg tega, da veš, kdaj je treba izkoristiti priložnost, da veš, kdaj se je treba odreči prednosti. Da vemo, da bivamo in da se ne sramujemo rasti. En moj kritičen pogled kot psihologinje na današnji čas je to, da govorimo, da smo neprestano v stresu. Pa stres je parkirati, pa stres je to, pa stres je prebrati knjigo, pa stres je imeti, predstavitev v šoli, pa stres je rešiti konflikt, pa kar vse je že stres. Pa če bi vas na drugi strani vprašala, a živimo zato, da rastemo? Ja, seveda živimo zato, da rastemo, da smo srečni. Kaj pa je drugega rast? Rast, če jo pogledamo samo besedo rast, po definiciji pomeni spremembo, pomeni razvoj. In če pogledamo samo definicijo stresa, stres pomeni stanje neravnovesja, ki potrebuje spremembo. Se pravi, ne se bati tega, da rastemo, da vnašamo spremembe, seveda, pa je vsaka sprememba povezana s tem, da zavihamo rokave, da je potrebno več energije, da je potrebno nekoliko več časa, da ne gremo po bližnjici, da je treba odpreti knjigo, prositi za pomoč, se naučiti in da je to nekaj, kar pravzaprav se odmika od tega instant hitrega življenja, ki nas poneumlja in nas odmika od tega naše narave, ker človek ni pravzaprav nikoli bil rojen za instant. V končni fazi, kako imamo radi, ali rečemo ene praznike, ali eno tako druženje, tam se nam postregli čaj, pa tam eno eterično olje diši, pa tam je to. Vsi težimo k temu, da bi bili mirni, da bi bili umirjeni, pa kako je to lepo, pa se navdušujemo nad nekimi mirnimi oblikami, a delamo drugače. Prej sem dala on slide o vrednotah. Ravno zaradi tega, te vrednote ni slabo imeti pred sabo, napisane ves čas, ker neprestano trkamo ob njih, govorimo, da nam je nekaj pomembno, ravnamo in delamo pa v tem skladu z nekimi drugimi našimi vrednotami oziroma bližnjicami. Torej, recimo en tak moj pogled na ta stres je, da je ta beseda, recimo v angleščini, mogoče še sam ta delček, v angleščini ne govorijo o stresu, pa govorijo o prilagojenem vedenju, o prilagajanju na življenje v odzivih, mi pa kar zdaj to, da je kar vse stres, pa bogi tam in tako naprej. Temu se približuje ta delavnost, aktivnost. Mislim, da nas rešuje tudi to, da se ne sprašujemo o tem, kaj je moja naloga, kaj v mojem zakonu piše, kaj v mojem obsegu delovnih obveznosti, ampak da se preprosto vprašam, kaj jaz želim početi. Da ne čakam, recimo jaz v šoli ne čakam, da bo me kdo poklical, pa rekel, Trošica, Mojca, boste vi naredili prostovoljstvo. Ampak sem tista, ki pokličem. Krizni center za otroke in mladostnike, pa dom starostnikov, pravzaprav to so 3 domovi v tej naši Koroški, pa pokličem na osnovno šolo, pa pokličem na šolo s prilagojenim programom, pa pokličem paraplegike, pa vprašam dijake, če rabijo tam pomoč. Skratka, da si ti iniciativa, da ti daješ, ne samo da čakaš, nihče me ne rabi, potem pa nič ne rabi. Torej ni potreb. To je ta nedelavnost, ko nam je včasih najlažja, pa mislim, da ta ne bo ustvarjala sobivanja. Če pa ti predlagaš, če pa ti nekoga pokličeš, pa če ti nekoga povabiš, sem pa prepričana, da če ti ponudiš roko, če daš ti 1, dobiš 2 nazaj, 3. In to je pri delu z mladostniki. Če ti njim pokažeš spoštovanje, če ti želiš delati z njimi, ti oni dvojno vrnejo. Če kaj nas bo rešila prosocialnost, se pravi to, da pomagamo, da delujemo, da človek je pravzaprav rojen za to, da sobiva. Če pogledamo čisto teoretično potrebe človeka, so samo fiziološke te osnovne, vse ostale imajo neko skupno ime prosocialne. To pomeni, da jih človek zadovoljuje v odnosu z drugim. In zakaj potrebujemo druge? Zakaj imamo tako zelo radi prijatelje? Ker nas spoštujejo. Zakaj poštevamo prijatelje? Zaradi tega, ker imamo z njimi ustvarjen odnos. In mislim, ko delamo v podjetjih,
ko govorimo o eni karieri podjetja, ko govorimo o karieri šole, ko govorimo o mladostniku, je potrebno na eni strani veliko znanja, na drugi strani pa zasnovati take oblike dela, poučevanja, sobivanja, česarkoli, ki krepijo spoštovanje, dialog. Recimo en tak primer, kako se tega lotevam na gimnaziji v Slovenj Gradcu je, da dijake zelo veliko krat delimo v manjše skupine po interesih in po njihovi raznolikosti. Da profesori neprestano krožimo med njimi ravno zaradi tega, da se dobro počutijo, da nismo samo tako frontalno pred njimi, da posegamo po različnih oblikah sodelovanja. Recimo dijaki vejo od 1. do 4. letnika, da se vsi z mano srečajo v prostovoljstvu, da sem zdaj tu, zdaj tam, kot svetovalna delavka, 10% dijakov pride k meni naročenih, ostali pridejo sami. Zakaj? Ker sem neprestano vpeta med njih in jim kažem spoštovanje. In če ti kažeš spoštovanje, tebe nekdo posluša, tudi če se s tabo ne strinja. In to mislim, da je temelj našega dela tudi v prihodnosti. Prijaznost, včasih v tem svojem poklicu psihologije naletim na to, da se menda zelo prijazna, čeprav tudi veljam za strogo, ampak prijaznost ne pomeni popustljivosti. Zelo lepa misel govori o prijaznosti, nežnost in prijaznost nista znamenje slabosti in obupa, ampak dokaza moči in odločnosti. Če smo mi prijazni, odpremo nekomu možgane, če gledamo čisto možgansko nevrološko delovanje, takrat so aktivni celi možgani. Če smo mi nespoštljivi, neprijazni, so aktivni samo ti primarni, najnižji nivoji, ki so primerljivi z nagonom pri živalih. Se pravi, lahko bi imela čisto eno tako nevrološko predavanje o delovanju možganov, pa bi videli, na koliko ravneh mi delujemo. In če prijaznost odpira celoten del. Nespoštovanje in sila pa deluje potem, da živimo v strahu, da živimo v krču in da se odmikamo od tega svojega bistva. Na mestu zaključka, ta svet je tako zelo, zelo majhen in vsi njegovi prebivalci ujeti skupaj le v trenutku časa, saj smo vendar lahko prijatelji, saj smo vendar lahko prijazni drug do drugega. Kaj s tem zgubimo? Mislim, da nič, zagotovo nič, marsikaj lahko pridobimo in še, če bom nekaj zaključujem, ena taka lepa vrednota v življenju je tudi biti hvaležen. Si vzeti čas, se nekomu zahvaliti, ne samo poklicati, rabim to, ampak se zahvaliti in celo pomisliti, da mogoče, če je prav jaz danes ničesar ne potrebujem, pa mogoče ona tam prijateljica nekaj potrebuje, pa grem do nje, pa jo vprašam. A ne, danes gledamo res samo iz tega, kaj mi potrebujemo, pa dajmo se ustaviti, pa zasukati malo logiko, pa vprašati, kaj pa nekdo mogoče ti potrebuješ, pa lahko potem skupaj ustvariva. In če mi vzamemo to, se nam ni treba bati prihodnosti. Za sobivanje in tudi za delo, ki ga upravljate, kajti vrednote so tiste, ki nas združujejo, povezujejo. Kdo od vas mogoče kakšno misel na močno predavanje, kak komentar, vprašanje? Meni se zdi, da je to super fajn, ampak jaz sama vidim, da največji problem je nepripravljenost ljudi se srečati s tisto svojo senco, s tistim, kar pač na čemer je treba delati, razpustiti. Mogoče kakšna misel na to, kako v bistvu ljudje malo poriniti na to, da se bolj z nekim navdušenjem spravijo v rečemo, raziskovanje svojih senc in potem spreminjanje same same. Ja, različne načine imamo možne. Eden je gotovo ta, da takrat, ko naletimo na problem in ga moramo reševati, da prideš pravzaprav do dobrega strokovnjaka, ki se odpira pot, ki na tem pomaga. Sicer je pa nekaj za odkrivanje senc, jaz bom nekaj tako, da se te sence lahko časih same odkrijejo, pa rešujejo, če mi ustvarjamo na drugi strani nekaj dobrega. Se
Se pravi, ni nujno, da začnemo takoj nek problem pri osebi reševati, pa neke esence, bom rekla, odstirati. To osebo lahko preprosto povabimo v ene aktivnosti, ki delujejo, v katerih uživa, na primer, branje knjig in pogovarjanje v teh knjigah. In potem bo ona lahko spoznala to na sebi. Lahko jo povabimo na nek dobrodelni tek in bo prvič imela izkušnjo dobrodelnega teka, kako je to zelo dobro. Lahko jo povabimo na predavanje o vrhunskega športnika, jaz recimo to rada rečem dijakom, enega, ko je bilo zdaj prvenstvo v košarki, pred časom se rekla, ste vsi navijali, vsi so navijali. A ste uživali, ko so Švicari, kako je to dobro gledati, takoj so čisto mokri, koliko truda vlagajo, bravo, vsi smo ponosni na njih. Rečem, koliko pa vi švicate, ko se učite, pa vlagate v svoje življenje, pa mi lahko recimo to misel za, bom rekla, neko svoje odstiranje. Lahko pogledajo preprosto primer na televiziji dobre prakse enega podjetja, ki je uspelo, kaj pravzaprav vse delajo, kako so šli na 6-urni delovnik, kako skrbijo za, bom rekla, na eni strani za produkt, na drugi strani za delavce, za reševanje, bom rekla, medosebnih odnosov, sporov in tak naprej. Mislim, da predvsem odmik od telefonov, odmik od televizije, odmik od igric in delo kjerkoli, ker se začne od tu, tja, prepise, posod sam, dokler bomo pa mi sam pasivni, pa odmik recimo od tega splošnega kafetenja. Rada popijem kavo, rada popijem čaj, ampak če kaka trditev v naš čas je zelo, zelo dragocen. In mi se dajmo odločiti, kam ga bomo dali. Koliko časa na dan lahko nameniš nekim kavicam, zato da obrekuješ nekoga drugega, koliko časa nameniš uni kavici, zato da poveš, kaj imaš novega, to se bom rekla, to je tek, ni to tek na dolge proge. Pa ne me narobe razumeti, lepo je popiti kavico in lepo je popiti čaj, ampak moramo pogledati, ali je to tam na onih naših vrednot, ja pa spet ni. Spet nekaj drugega počnemo. In če damo te kavice strani, če damo blišč in vse lučke in če gremo na sprehod, ne vem, koliko recimo enih naših dijakov bilo srečnih, zdaj smo jih peljali na sončni zahod. Zraven so mogli imeti koco, na sončnem zahodu smo pa jim poskrbeli, pa vsak dobil svojo palačinko, en koncert kitarista so imeli, pa harmonikarja, pa vsak je dobil čaj. Pa veže so se pod onimi kocami stiskali, pa lepo mi je bilo, pa kup eni stiske za to šlo v stran in so se raje, recimo, učili matematiko in tak naprej. Skratka, če povzamem, isto se mi zdi v tem, da postanemo aktivni, da damo te pasivne oblike v stran, ki nas ponumljajo in potem se prenaša transfer. Ni ena dejavnost, tu ne rabi biti neko psihološko svetovanje delavnice, lahko tudi, je pa lahko tudi marsikrat drugega. Super, najlepša hvala.